Prešeren, Kosovel, opazovalnica, slušam skinjen. Jaz kaj je moja ocena? Ti lahko znam oceno, da prej rečeš. Če ne bi bilo slušam skinje, ne bi bilo zabavno. Tako pa moraš priznati. To je na stari Nokiji posneto, to je vse. Ali Sony Ericsson, kar sem zdaj... Ampak v redu, lej. Različni ljudje, različni mobilni aparati. Ja. Moram reči, da... kako se moram zdaj že reči? Temu bom jaz naredil konec. S tem smo končali. Sej boljš, kam ven več ne pošle. A je še kjer ne porabljen? Ja, čak, ti povem. Kar da izpust še zdaj, kar je, ker tega ne bo več. Ne, tega ne bo več. Ti bom jaz zdaj povedal, kaj bo. Nov slogan sem se spomnil. Ne, čak, samo da ti povem. Imam še dva. Še dva sta. Zdaj. Ne. Ja. Ti pa povem, da te čaka Miklavž ti je nekaj prinesel. Ampak to prideva na konc. A je mama moja, ki je napisala? To je bilo vrhunsko. To je bilo res. Pozdravljeno že. Ne vem, kje je moj sin skrenil. Ja, povej. Nov slogan. Ne, nič nov slogan. Mi doma slogan. Ne. Prosim, nov slogan, ker to sem kar krepko razmišljal. Okay. Premišljal. Nisi. Ker jaz sem, po moje, edina glava marketinga Slovenije. Stari, si ti kdaj gledal slovenske reklame? Sem. Okay. Verdikt, ki te reče Landa, unikov sproba Apfelstrudel. Verdikt? Okay. No, daj. Ja, verdikt. Vse malo, no, vsake dok časa se kaj zgodi. No. Ne, stari, se ne zgodi. Ne, žal se ne zgodi. Okay. Ne, a se še vrti ta reklama, kaj tisti otroček gli za novo leto, nek nakupovalni center, kaj tako, naj bo srečno, novo. Otroček poje na zasneženi ulici, sprav vidim to copywriterko, v eni filmi. Zakaj je ženska? FDV-evko. Ful dobro copy. A gremo zdaj na mačo? Kam če gremo? Na mačo. Gremo na mačo. A si ti mačo že pil? Kje si me enkrat, meni tak ti zeleni čaj, meni niso, okej? Jaz si velikrat delam, mislim, sam si delu, ker sem imel metlico pa to prav čaj, japonski čaj so vri, ampak te mače late, to je, in pa se tapkajo drug, imajo oglaševalske festivale celo v Sloveniji. Kdo teka mačo pije? Ja, in pa se dobivajo v Portorožu, in pol poslušajo drugega bluzit, se potapkajo, pomajo pa žur, pa se gre pa žgat. Okay. To je slovenski oglaševalski trg. In zdaj vemo, zakaj je tako, kot je. No, zdaj pa pazimo, idejo. Pusti to, prišel, ko so bili pozvali. Bilo je dobro, dokler je trajalo, pa vsaka stvar poteče. Se Hofer ima tudi vsak let nove. Ama? Ja. A ni fair Hofer? Več kot fair. Veš, zdaj je drugo, po moje. Zdaj je... Ne. Študiram. Velika oglaševalska glava. Ne vem, kaj ima zdaj. No? Ne vem, kaj ima zdaj. V glavnem. Ja. Blado povedal. V glavnem, pazi. Za novo sezono. Če bo, pazi, poznaš... Kaj so novo sezono? Mi, da če že mala sezona začnevajo septembra, pa končava junija. Ta nov let nič ne pomeni. Ne, meni se pa zdi, a misliš, da ne? Ne, jaz mislim, da ne. Ok, po je pa pač... Rebrand, pivat. Številke padajo, treba se je rebranda. Ja. To je to. Probava. Až koliko se je Philip Morris preimenoval v kvaže, v Altero, ali neki tako so oni ratali. To pa ne vem. Zato, ker je Philip Morris bil že tako toksična blagovna znamka, pa da so neki drugega ratali. Ja. Aha, ok. Ja. Ajde, ta slogan. Povej Bagola. Poznaš roman Na Drini Čuprija, to je most na Drini. Poznaš to? Sočen doma. Kaj se dogaja? Zakaj ti o Drini govoriš? Kdo si ti? Kdo si ti in kaj si naredil z Juretom Godlerjem? To je zato, da malo pritegnemo še tisto drugo publiko. Spožin in to. Pazi, posluši zdaj to. Od tam, ali od dol. Od dol. Ja, povej. Vzor. Jaz ne vem, si resen. Okay.
Na Drini Čuprija, na polju opazovalnica. Jebim ti! S tem je na koncu. Okay, slovo je. Ne. Zdaj pa prosim, vsaka nova, ki bo, mora biti Noben ne bo tega rekel. na Drini Ti zdaj si Čuprija, že na polju opazovalnica. Jebim ti! Jaz sem prečujem, zdaj ne vem, kaj se dogaja. Treba je, veš kaj. Ja, refresh. Mora biti in. Tako kot pri romanih. Bo Veš, šla na TikTok. jaz, ki pišem roman, ne? Ja. Stari, jaz, če sam sebe ne šokiram, jaz zbrišem. Oziroma, pustim pod draft. Koliko romanov ni prišlo ven? Teh ta bednih. Jaz Da so prišli ven samo ta ok. Jaz pustim na strani. Ja. Razumeš? Okay. In isto tukaj. Ja. Razumeš, ne moramo dati, ker Ampak kaj ima, moje vprašanje, kdaj bo kakšen vrhunski vam prišel? Meni je problem, Ignoriral vse, ja, redo. da bi kdo rekel, to je pa ratal tako, kot kakšen drug podcast. Ja. Ne. Hvala, ki si vzel čas. Ne, ta je dober. Kakšni Mogli ga videti, tako je atmosferci ali pa kaj podobno. Ja, tako. Kar je, no pa se to ti bolj poznaš, kaj zbiti. A si kdaj pogledaš to epizodo? Enkrat mi je poslušalke, drage moje. In poslušalci. Mislim, take stvari pošiljajo, kaj ta danes ne. V glavnem. Okay. Čakaj, sem sploh rekel, maj je bil to, maj. Kako? Maj. A se pravi glumil. Maj ni. Če bi bil pa čefur, bi bilo pa narobe. To bi bilo. Ti veš, da sem ti že bi bilo prav. Ti bi bilo prav. To je še hujš. Meni je že enkrat zaukazal. Jaz sem ti zaukazal. Ja, Tomo. Vidiš, sploh se ne prepozna več. Kdo je Anže? Mi je enkrat zaukazal, da ne smem omenjati te epizode. Nisem ti zaukazal, da te ne omenjaš. Sam rekel, raj se ne bi menil temu. Ampak ker si jo omenil, jo bo kmalu še enkrat omenila. Najbrž najboljšo epizodo podcasta Atmosferci, to mislim, da si upamo reči. Sam je bil pa res ta, bi rekel, cvetober slovenskih fac. Lahko dam jingle, pa spet omenva Atmosferce. Je to v redu? Se strinjaš? Ta ženska ve, da je v podcast sceni dosegla status kulta. S tem svojim, pa da opozovalnico posluša Naga in to. Ne vem, če ve, zdaj ve, mogoče zdaj ve, ko bo to slišala. Ker mene vsakič znova me šokira, koliko ljudi srečam, pa mi kdo reče za opozovalnico. Ne, najprej za knjige, potem pa za opozovalnico. Pa za nič drugega. To pa verjamem. Fakt. Mi moramo na TikTok. Tole res opozovalnica gre. Kaj imaš v rokah? V rokah imam na roke napisano pismo, ki je že pred kratkim mi je človek poslal kar na moje delovno mesto. A je format A4? Ja, mislim, da je A4. Ne vem, če je to A4. A misliš, da se je bolj potrudil? Čeprav papir, ne vem, je fancy ali je reciklažen, to ti povej. Je reciklažen, čeprav to je A4, ne? Ja, jaz bi rekel. Je pa oblikovalec človek. Ti preber. Dober je. Lepa pisava je. A ja, pisava. Ja, sem s kemikom. Ej, poslušaj. Veš, zakaj je A4? Veš, je plungar, pa preber. A veš, zakaj je A4 format tako poseben format? Zakaj? Ne veš, ne? A tisti, če ga prepogneš. Yes. Oziroma. Ali pa na ven. Yes. Ali pa če ga ne. Ja. To je kar genialno. Čeprav mi je bil vedno bolj všeč letter format, ameriški. Ameriški? Ja. Zanimivo. Jaz sem vedno na Amazonu naročil letter, ker mi je širši. Ja. In bolj mi pa še, ne vem, držati. Zanj sem videl, to bi tebe, to ti pa link poslal, mogoče bom dal tudi v zapiske. Videl sem navodila, kako so projectionist, kako je to po slovenski, sploh ne vem.
mojster projektorja v kinu. Aha, dobro, ja. Imaš pisma shranjena, recimo od Kubricka, pa od Davida Lyncha. Kako predvajati? Ja, kako predvajati? Od Nolana. Najbrž tudi. Jaz sem videl, ki je bilo v enem drugem kontekstu, zaradi enih fontov. Sem videl od Lyncha, od Kubricka je bila v Futuri, je bil Futura font, napisano z Executive Line IBM typewriterjem. Lynch je imel Helvetiko. Zdaj je imel pa James Cameron je imel neki za Avatarja. Je imel tudi, navodila za. Ja, navodila, dajte zvok 3 decibele glasnej, to piše pri Lynchu, recimo. Se mi zdi. Ja, ta je bil čist nor. Ja, pa dajte format ne bo 1:8:5, ne, ali vse tako piše. Pa zelo tak spoštljiv, veš, pismo je bil tako. Vi ste še mojstri predvajanja, dajte spoštevati. Kje to naš, kaj za kupt? Ne, na netu so skeni. Ja, skeni. Skeni, ja. Wow. Ti bi to kupil, ne? Od Lyncha bi ga kupil. Ne, jaz sem fan samo Twin Peaksa. Ja. Ej, si videl prolog? Ja. Prolog. Odiseje. Ne, nisem. Nočem gledati, jaz bom to šel stan gledati. Okay. Sam ni pa Anne Hathaway not. Kdo pa je Paul Helena? Anne Hathaway je v filmu. Ni v prologu. Ok, v redu, jaz ne vem. Jaz sem vem, da je Matt Damon not, to je vse, kar vem. Več pa Penelopa. A Penelopa je? Kaj sem pa jaz mislil? Troja je tisto, to ni isto. Ja, okay. In je kon. Je dejansko, trojanski konj. Konj je v vodi, ogromen kader. In so not in pridejo in sta. Tako. Je pa masovka, tega pa jaz nisem bil fan. Škjer ta film je res dober. Kjer? Od Ridleya Scotta. Kaj? Is a Ridley Scott? Ridley Scott, yeah, famous. Čestitam vsem 4, ki ste razumeli to šalo. Glavno, ki ste gledali Extras, oziroma Office. Extras. Kaj sem rekel na začetku? Office, sorry. Ne, rekel si Extras oziroma Office. Popravil, popravil si na Office. Na Office sem popravil, ja. Kaj sem hotel reči? Masovka, Kingdom of Heaven. Orlando Bloom, ok. Ne, to... Glej, ker v bistvu ne kaže biti. Razen Dunkirk je... No, ampak gre Kingdom of Heaven, Director's Cut, ta dolga verzija, res dober film. Če dobiš eno dobro verzijo, tako da je... Čak, ti si fan vojnih filmov, ne? Moj najljubši film je The Thin Red Line. Thin Red Line, vemo. Ki je res najboljši film vseh časov, to je dejstvo. Apocalypse Now. Apocalypse Now je fajn film, dober film, ampak nisem pa zdaj, da bi bil, veš, tako mi je Saving Private Ryan, je fajn film, ni pa zdaj... Shaving Ryan's Privates. Jaz mislim, da imaš v pozornici že ta tretjič to šala. Ne! Jaz mislim, da je tretjič že rekel. No way. Okay, povejte, če je Gordon že kdaj rekel Shaving Ryan's Privates v tem podcastu. Jaz mislim, da je. Morate vedeti, da so že srednjih let. Jaz si ne spomnim več vseh neumnosti, ki so jih govorila. Ne, to je pa res. 10 let je tega sranja. Stari, to je težko imeti na broju. Preber to pismo. Čakaj, a te pa Dunkirk pa ni? Super, Dunkirk je en boljših v tem žanru, bi rekel. Ja, super. Vsak nov od Nolana je boljši, tako kot vsak nov od Tarantinota. Jaz ne morem tistega sranja gledati, Pulp Fiction, pa Reservoir Dogs, pa te frajrišenje, neko tam Hollywood. Hateful Eight. Od Inglourious Bastards dalje mi je vsak boljši. Vsak naslednji. Ta zadnji najbolj. Pri Nolanu tudi, razen Tenet. Tenet je pa taka budalaština. To sem se že pogovarjal. A si ga gledal še enkrat? Veš, kaj je fora tega filma? Taka bedarija. Je, ampak v ta drugo mi ni bila tako bedna bedarija, kot je to prva. Ja, to je res, ki prvič gledaš. Ki prvič gledaš, ne veš, kaj se dogaja. Ne. V resnici. Ampak razumeš koncept, kaj hoče povedati. Ker si že bral Boltzmana. Pincer movement, ne? To je fora, ne? Da gre nekaj od spredi in nekaj od zadaj, pa da je on to začel. Tako jaz to razumem. In pa je ta teorija, da je iz Twilighta, ne? Edward iz Twilighta, da je on v bistvu tamal sin od une, ki je z Rusom. Štegaš? Ja. Tenet.
izjemna. A lahko prebereš to pismo, ki smo Čakaj, ti predzgodba je kontekst, da bojo ljudje vedeli, v rokah držim pismo, ki si ga ti dobil v službo. Ja, poleg je pa to, kar bo omenjeno v pismu. Se pravi, pismo, ki je prišlo z darilom, spremno. Tako, ja. Dragi komandar in sultan. To sem videl. Znano je, da je najbolj poslušan podcast tisti, kjer atmosferci gostijo Anžeta. A je to res najbolj poslušan podcast? Čeprav tam ste bili kar polemični. Mila rečena. Zato želim z vama. Zdaj še enkrat rekel, ker ste prevečkrat že to imela. Jaz mislim, da sem jaz tam izpadel. Razumeš? Jaz res mislim, da se je ti zelo dobro postaral. Zelo dobro se je postaral. Seveda to misliš, pa nisi edini, ki tako misli. To misli tudi cela stranka Levica. Kaj ima to z Levico? Politična debata je bila. Ja, politično korektna debata. Ni bila politično korektna, daleč tega. Mislim, to je tam, če se izoliramo na vsebino tam, je bila dilema levičarskih idej pa desničarskih idej. To absolutno ni res. To res ni res. Ne, to ni res. Zato želim z vama deliti nekaj avtomobilskega, kar sem pred kratkim začel izdajati, se pravi, gre za izdajalca, ne za založnika. Ja, tako kot si ti. Ne, ti nisi nič o samozaložbi izdal. Še. Prvi roman. Če samozaložbi ti ful ostane drugače. Upam, da bo pritegnilo zanimanje pravih ljudi. Jaz vem, kaj je, ne? Ampak tiska pa to posluša, pa še ne ve. Spolna igračka je. Ne, hecam se. Ker vem, da imata oba otrok. Anže je tiste, ki jih pozna doma. Trump je revijo uporabljal. Kakšno revijo? Ja, revijo neki, ne? Ne vem, o čem govoriš. Pet naprej. Trump je uporabljal revijo. Ja. Ja, mislim, da je to. A ni rekel, grab them by the pussy. Okay, to je bolj grozen. To je bolj grozen. Ja, grozen, če pa še ni grozen. Upam, da bo pritegnilo. Prosim, ne. Ker vem, da imate oba otroka. Ne normalizirati idiota, prosim. Me je všeč. Simpatični, priznaj. Ni simpatičen, grotesken. Ja. Okay, ja. Anže tisti, ki jih pozna doma. Okay. In Jure tiste, ki jih še ne. Ne razumem, Anže, ki jih pozna doma. Ker imam otroke doma, ti jih pa še ne poznaš otrok, ampak jih še boš, ne? Aha. To je tudi star joke. Ki jih še ne. Tako kot opazovalnica. To je dober tagline, opazovalnica. Stara šala. In Jure, tisti, ki jih še ne, vama to darilo podarjam v upanju, da bo nekomu od vaju ali vajnih bližnjih popestrilo vsak dan. Ja, pri nas doma bo. Iskrena hvala, dobro, to boš dal otrokom, ne? Ne, mislim, tudi za me. No? A ni to tiste, ki konvalescirajo, ko so Prosim, pazi, kaj govoriš? Ja, ki se poškodujejo, ko so... Ne, ber naprej. Prekinjam. Ena serija je bila, ki je nekdo imel, ne vem, ali prometno nesreče, ko me je glavo razbilo, kaj pa je bil, in potem so mu dali zabarvati, da je prišel k sebi. Dobro, ajde, iskrena hvala. Jaz se upravičujem, res ne vem, kaj se dogaja. Iskrena hvala, ker ustvarjate ta podcast. Glave boli. To vedno na plodna tla pade, če se nekdo zahvali za vsebino. Ker to traja. Vse smo plačani, ampak... Ne dovolj za tole. Jaz nisem dovolj plačan za to. Ali več denarja, ali pa konc. Iskrena hvala, ker ustvarjate ta podcast. Celotno aparatus mrežo na to pa cenam. In kolo sreče. Vajen zvest poslušalec Urban. Ja, in to je Urban Selič, ki bom dal v zapiske tudi povezavo. In je pobarvanka za vse generacije, barvna dirka. In je res fajn, všeč mi je na prvi strani je takoj Ferrari F40, sicer ni nikjer Ferrari znaka, ker mislim, da je razlog za to, ampak res fajn pobarvanka, no. Res v redu. Na Drini Čuprija, na polju opazovalnica. You're not gonna make it happen. Prove me wrong. Prijateljice. Ford Model T lahko pobarvaš, hrošča, minija, lega mini. Ja, vem, sam pri avtih, veš kaj,
Ajde, če bi bila to, jaz sem pred kratkim videl, da je Agatha Christie Limited začela izdajati pobarvanke tudi, oziroma jih je vredno že prej. Ampak tisto so razne naslovnice knjig, potem tale Burr Island. Burr Island. Otok, do katerega lahko priješ samo z vodnim traktorjem. Poznaš ta otok, kjer se dogaja, to je Devon, kjer se dogaja roman Evil Under the Sun. Ne, žal ne. Ne? Žal ne. No, to so barvite scene, ne, tam moš zabarvati, pa je nebo, pa je pesek, pa je mo... Klej lahko Ferrarija iz 2002, to je Michael rdeča pa Schumacher, črna. pa Rubens Barrichello, To je Red rdeča Bull pa črna. Racing. Ne, se ne disam, pardon, gre za zelo lep izdelek. Star pa od Gordona Murraya McLarena, tu na MP4, skozi 4. Jaz, če bi to videl v trgovini... Kot darilo se mi res zdi. Jaz nočem preveč, pa lahko pa še svojega narišeš, pa pobarvaš na koncu. No, ampak tle ni veliko. Tle ni veliko zabarva, tle je Porsche, Ferrarič, rdeča, ampak rečemo, da daš to lahko noč. My work here is done. Ni res, pa moraš pač šipo pobarvati, moraš karoserijo, moraš v filtne. To pa moraš poklicati Hansa domov. Če hočeš pa v detajle. Detajle, ti bo pa... Hans pokazal detajle. Ti bo pa Hans, hudiče v Hansu. Naslov, hudiče v Hansu. Drugače, Hans je tudi v Discotek, ne? A to še dela? Ja, veliko so objavila, resnic. Je že spet malo širila propagando. Kaj to pomeni? Ja, da je napisala, da moram povedati, to Hans piše zdaj, da k meni na Art Market hodijo mlade luštne satelitke, več njih. Zakaj me to ne čudi? Me je mikal, da bi kar zbrisal to, kaj je napisala, ampak lej. Hočejo moje telo, vem. Ej, di nisem povej. Kaj je Art Market in zakaj nismo že tam imeli live? Si predstavljaš. Kaj je Art Market? Mislim, da je to nek... Jaz sem to enkrat bil, to so vsi te ilustratorji, imajo tako štante. Na tržnici? Ne, jaz sem bil v Cankarju, mislim, da sem bil. Je pokrito, če daš. Ja, mislim, da je pokrito, če ni daš, ker je pozim, pa veš, kakšen je od zunaj. Ampak imajo tako štante in lahko kupiš neposredno od njih ilustracije, kar printe, nalepke. Ona prodaja svoje stvari? Ja. Dela, ki jih riše, Jude. Šle bi tudi druge stvari. Idiot. Jaz sem, hotel sem, za nalož sem jaz rekel to šalo. Sem zato, da jo tep ni treba do konca spevati. Pa si vse ali se da iti še niže. To sem nosila, ko sem risala to. Tega zajčka. Ta zajček je bil narisan. To se mi zelo japonsk sliši. V teh spodnicah. Jaz bi to kupil. Ne zajčka. Ne zajčka. Jure, verjamem, da bi ti to kupil. Verjamem. Za take, ki si ti so narejeni avtomati na Japonskem. Jaz sem že v avtomati. Čeprav jaz mislim, da je to stari. Jaz tudi mislim, da je to urbana legenda. Ne. Jaz mislim, da je to res. Jaz mislim, da to res obstaja, ampak tiste hlačke ni imela nobena ženska na sebi, pa ni drgnila. Mislim, ali pa se prešvicala. Jaz ne vem, če bom dal to epizodo. Ne, dej. Jaz ne vem, če bom dal to epizodo. Ne razumeš me? Ja. Če ti danes lahko kupiš sprejček, ki simulira prdec. Vem kaj. Ni treba do konca povedati. Ni treba do konca povedati. Ne mi reči, da ne moreš kupiti. Barbara, v redu. Sprejčka, ki... Ja. In pa se ti naslaja na tismo, sploh ne ve, da je to kemija. In ne pravi sokovi prešvicanega dekleta. Pa ni ga lepšega, ki je prešvicano dekle. Ajde, zdaj pa, veš kaj? Premalo ljudi podpira za to. Vonjave. To ni dovolj denarja. Jaz to bi rad trdil. Jaz sem še čist brez energije, na 24 minuti sla. Jaz sem čist brez energije. Nima več. Veste, jaz sem tako, kaj kaj bobri, kaj naredijo kaj sicer zadržuje, ne? Ampak če pride pa resna voda, pa propade. Ti si začetek filma GoldenEye. Čakaj, je bilo GoldenEye na začetku. A se ne vrže dol? Ja, vrže se dol, ja. Oh, God, ok. Ti sam da zadiham, ali da je nekaj normalno. A imaš kaj pripravljen za danes, ali greva na opa help, ali karkoli? Ja, ne, mene ima malo motičen sem mal, ker moraš nehati. Kaj drugega povej? Ja, bom. Okay. Bil si v Franciji na balanci.
Ne, o tem ne bomo govorili. Okay, ampak, a lahko samo Z Jocetom potrdiš, smo imeli eskapado. a lahko samo potrdiš, da je res, da si bil v Franciji na bilanci? Neke slike imam v glavu. Okay, ne rava več povedati. Sam hotel sem povedati, da je to zdaj dejstvo, da je Jure Godler dejansko bil v lokalu Francije na bilanci zvečer, ko je dogajal. Ja. Ko je bil žur. Pa nisem bil sam, bil je še Joco hud z menoj. Okay, nekaj zdaj vleč ta drek zraven. A se spomniš enega komada? A se spomniš enega komada? Ne spomniš. Okay. Sedel sem z Jocotom v Smešu in sva pila, ne vem, čokoladno mleko, ali kaj je že bilo. In reče Joco, ti, a gre v Franciji na bilanci? Citat. Jaz ne verjamem, jaz mislim, da ga ti pela. Presežem. Okay. I swear. Okay. In si se zabaval v Franciji na bilanci, med navadnimi ljudmi? Ne vem. I do not know. Se pravi, to je tako, veš kaj to? To je tako kot Tenant. To je tako kot Tenant. Ja, mal je. Dogaja se, ampak gledaš, ne razumeš. Pa naslednje jutro so šli z mene metki. Si pa tudi enega komada, se ne spomniš? Ne. Okay. Jaz sem vem, da je bil problem, ker so nekaj se mogel dati od sebe, da sem šel not, ker smo nekaj pregledovali na začetku, nekaj punce z nekaj stegvala, iz pulta do mene, nekaj, ne vem, sem mogel osebno, ali ne vem. Pa pol sem ali dvice še imaš? Ne vem. Kaj se je potipal? Ne vem. Ok. No, dej, kaj si pripravil za danes, če ne greva na opahal? Kaj sem pripravil za danes? Karkoli. A ni bilo to že dosto vsebine? Ja, je bilo. Mene res, jaz nisem, ti si bilo tu z kemikalijami, oziroma s kemijo. Je bilo, mislim, da korak predaleč, ampak naj ti bo, tako da res peva na opahal. Okay, ker so jih dosto značila. Jaz sem še tako rekel, najlepša hvala sem, kad dajete opahal vprašanja, ker kot vidite, mi da rabo osebino, bodimo iskreni, ampak res dajete ful zanimive stvari, dajte jih še več. Jaz sem zdaj celo posodobil ta najin sistem, kako gledava, tako da bomo mogoče tudi kakšnega starejšega, kdaj že spet prebrala, ker kdaj nama kaj uide. No. Tako da, ampak najlepša hvala, kje to lahko naredite, pejte na aparatus.si pošiljnica opahelp, tudi v zapiskih je povezava. Tako da hvala, ker dajete. Jure, s čem boš začel? Živijo obema. Ne, sorry, se pričujem. Ja, ok, zakaj si tihnil? Tlele sem na iPadu. In ti ne dela. Šlatam, ne, dela. Šlataš, dobro, ajde. To bom odpustil, to lavno če vam vzel. Tam je skočil, čak, bom tega pol. Evo. Res so profesionalca. Res. Dragi sir Jure, dragi Anže, ti pa nisi. Čak, ne, enega višji si hotel. Sorry, živijo obema. V zadnji epizodi pred predolgo pauzo opazovalnice sta mi uspešno svetovala glede creepy soseda, tako da se še enkrat z malo manj creepy vsebino obračam na vaju, oziroma na Jureta. Sorry, Anže, bom pa vseeno vesela tvojega komentarja. Moj oče me je klical in z navdušenjem povedal, da je dobil 2 karti za dunajski novoletni koncert, na katerega pelje mamo. Wow! A to je to resno ali je bil ciničen v avto? Ja, oprosti, stari, daj mi dobi 2 karti za dunajski novoletni koncert, which is impossible. A to ni... Ne. Aha, ok, ja, top. A čestitam fotru. A ti nisi... Stari, mislim, ne vem. To niso Kingston na veselici. Pa so zelo dobri. Ja. Pa so odlični. Odlični. Bede jih na Jamajki vrtijo. Hvala za ta, ali ste vedeli? Zakajček, nova izdaja, uredil. Tomo. To je una zvezda, ki jo imajo Američani, the more you know. Cela ulica. Čakaj, ti si že povedal, ker ti si nekdo naredil. Kjer je še kakšen njihov komad? Ta cela ulica nori? To si pa prav ga vprašal. Ampak ima več, a ne? Osi ima še cela ulica nori. The more you know. Ulica nori. Sam tega se spomnim. A to je tako, neki v pižami, plešemo v pižami, a to je isti komad? To 2 komada? Stari, you're barking up the wrong tree. No, zdaj veste, zakaj jaz nisem vedel prvega vprašanja o milijonarju.
Rad bi, da do Božiča to ostane presenečenje. To pa pride z eno težavico, pri kateri me je prosil za pomoč. Dress code na tem koncertu ni striktno določen, vseeno pa si želita biti primerno oblečena. Jure, kakšen outfit bi svetoval za moškega in žensko, če igra vlogo, sta v poznih 50-ih, imaš kakšen predlog, kje bi si lahko obleke izposodila, predvsem oče? Hvala, da ste se vrnili na podcast Sceno in nam pomagali reševati neživljenjsko pomembne zagate. To so kar pomembne zagate. Lep pozdrav Tjaša, 32 satelitka. To je lepo, da napišeš, veš, ker če ne bi napisal satelitka, bi jo takoj diskreditiral in se ne bi potrudil pri odgovoru, kot se bom zdaj. Okay. Jaz bi tako rekel, ne, če ti pogledaš tam klientelo. Jaz mislim, da če lahko skočam kot ekspert za te, da tis, kar sta imela na poroki. Za na poroke. Pa veš, da bi se jaz strinjal. Ne ona v poročni. Ker greš na poroko, to razložim. Prita v poročnih oblekah. Tist, kar oblečeš za na poroko, mislim, da greš lahko na novoleten koncert. To je moja, zdaj pa ti povej. Jaz se strinjam. Res se strinjam. Razen, če je poroka 6. augusta. A ja, ok, razumem. V Strunjanu. Redino, če ste srečni. Če ste srečni, pa lahko. Ampak če je v Strunjanu, so pohani kalamari. Ena od ljudi je pohani kalamari. Možno. Ja, ne. Možno. Sprav, kaj bi ti, ok. Odvisno, kdo te poroči. Laso tudi čevapi, če. Tako je rasizem. Laso tudi čevapi. Tako je rasizem. Ja, dobro. Jaz se strinjam tukaj z Anžetovim, dejansko nimam kaj velik za dodati. Lahko samo par razmišljanj še dodam. Ampak a ni tako, da tam še zmeram... Tako bom povedal. Ja. Kakšen je rekel za kaj? Ti, če gledaš, novoletni koncert boš tam videl. No, to je dobro. Kaj boš videl? Ajde. Ti boš tam videl žensko v kimonu. Ti boš videl... Prosim? Ja, okay. Ker mislim, da so to iz ambasade Japonske. Okay. Videl boš ljudi v frakih, ne, ker so v frakih pač na koncerte ne hodi. Zakaj ne? V smoking. Ker so igrajo v frakih. Ne, tudi to mislim, da ne. Da igrajo v frakih. Ne vem, če je stari. A res, ok. Frak to je svoje vrstna obleka za... Okay. Zakaj pol? Za res svoje vrstne. Ne vem ti točno povedati, kam vem, zakam je morning suit britanski. Ampak dobro, Dunaj, to je na nivoju Londona. To pa več se že ne da reči. Okay. No, ampak ja. Vidiš pa tudi v stojiščih ljudi v unih puhovkah, ne puhovkah, v unih bundah svetlečih, ki zgledaš, kad so vrečo za smeti zavita, ne? Tako da vse sorte vidiš tam. Jaz bi zdaj tako rekel, ne greš tja, tako kot si ti rekel, oziroma na čem, v čemer se ona dva počuta fino. Okay, ampak ne pa v trenirkah, ne, to hočeš reči. Pa dobro, pa se to pa mislim, da najna poslušalka, ki je pisala, pa ja ve, oziroma da vejo vsi, razen Nunga, ki je posnel uvodno špico danes. Pa Nunga modela... To mislim, da je bilo res v eni zadnjih epizod, ki se je zelo dobro spomnim, ki je daj ukaslec stvari, ki si imel ti najboljšo šalo tega podcasta. Je že kar dolgo tega. Ja. Tako da to, jaz bi rekel tako, ne vem pa, kje bi si to sposobil. Mislim, jaz, če bi šel v smokingu. Ja, ok, bi šel dejansko. Ja, okay. Ker moški, ko pokaže kader publike, imajo največ smokinge oblečene. Okay. Ali pa tudi obleko. Kaj pa za žensko? Kaj pa za žensko rekel? Ja, za ženske so pa, to je pa odvisno, ne? Ženske imajo pa vse sorte kostimov, ženskih oblek, svečanih, večernih oblek in tako dalje. Ampak je tam mrzlo noter, ni nekaj to pa kodi. Jaz bi rekel, kaj toplo po moje ni, ne? Ja, mislim, da to pravim, ne moreš biti samo v obleki ali neki, ne vem, veš, kaj to folka, to zadihaš pa, ne? To je zelo velik. Ja, to zato ne znam, tega ne bi znal oceniti, ne? Ja, tako da jaz bi rekel, ne bi si nič posojil za ta koncert. Pa to. To je pa legitimen nasvet, ne moram verjeti. Ja, po tej prvi polovici groze v te epizode, to je pa super nasvet. Poslušaj, če je on dobil karte za ta koncert, jaz sklepam po metodi dedukcije, da gre za človeka, ki bi rad šel na novoletni koncert
Ja. Ni tako kot nek politik, ne vem, predsednica vlade, ki dobi karte, pa gre, pa tam sedi, pa se sprašuje po 15 minutah, ko jaz delam tle, zakaj ne bi šla raje shopping. Ampak pri teh dveh pa ne, jaz bi rekel, če so dobila karte, zdaj je odvisno, kako dobre so te karte. Ampak dobro, če so dobila karte, ne se oblečete, ne se zrihtete tako, kot ima ustreza, da se dobro počutite, da sta fino, tako kot si rekel, kot na poroko, ki ti je mar za njo. Ja, pa da ni to lih poletna poroka, ne to znamo to reči. Si večkrat pomembno. Ja, a pa ti se boš po zim poročil, če prav razumem, če se boš. A se kdo poroča po zim? Jaz sem se tehnično gledal. Po zim? No, ja ne. Ja, med zimo in poletjem. No. Če bi se pomladjo. Bi se 1. januarja poročil. Ker ni bengan kjer. Vsi so utrujeni, tudi tisti, ki bi povabljeni bili, ne bloke so vsi. A bi bil jaz povabljen? Na mojo poroko? Ja. A sem jaz bil na tvojo? Ne. Odgovor samo od sebe, lejte to. Naslednje vprašanje. Včasih si Anže, ker sam odgovori. Pazi, naslednje vprašanje. Dear Sir Jure, berem, Anže. Berem. Nisem več hodil, sorry, ja. Preberem. Dear Sir Jure, dragi Anže, ja. Ker izhajam iz tiste strani poslušalcev, ki vedo, kaj je flažolet. Kaj je to? In kaj je IMSLP. To pa si zanj povedal, ne? Ja, ampak se jim ne sanja, kaj bi lahko bil playoff. Tako kaj Jure tu? Kaj je playoff? Mislim, to je kaj končnica. Ja. Ja, sem problem, da ne vem, kaj je končnica. Slišal sem že to. Slišal sem že za končnica, okay. Kaj je to zadnja tekma? Ne. Zadnjih 5 minut. Zadnje tekme. Ja. Finale končnic. To sem slišal. Ja. Na valu, ne vem. Imam vprašanje za gospoda Godlerja. Jure, velikokrat si nas svaril, naj ne hodimo na kakršnekoli koncerte z izvedbami klasične glasbe, saj je pri nas vse za nič. Ne, narobe me je razumela gospodična. Ja. Pa bom najprej prebral celo. Ne, bom sprot. No, daj, ajde. Jaz nisem rekel, da ne ljudje ne hodijo na koncerte z izvedbami klasične glasbe, saj je pri nas vse za nič. Jaz pravim, ne ljudje ne hodijo na koncerte klasične glasbe kamorkoli, saj je povsod vse za nič. Ne pri nas. Ne pri nas. Pri nas je tudi za nič. Jaz sem že bil na koncertu klasične glasbe. Jaz hočem samo eno stvar. Ne, čakaj, Anže. Samo eno stvar. Ja, okay. S tem se do določene mere strinjam. Okay. Se strinja. A kot ljubitelj klasične glasbe vseeno rada zaidem na zlati abonma, kjer nastopajo izključno tuji orkestrski sestavi. Tu ne igra vloge, nobene. V čudovitem spominu imam lanski koncert Praške filharmonije, pa orkestra italijanske, Švice in tako dalje. Vem, da v dvorani ne sedim s samimi iskrenimi navdušenci, ampak tudi z nekaterimi direktorji, politiki in ostalimi navdušenci prvih vrst, a se mi zaradi glasbe zdi, da se splača. Verjamem, da je tržaška ponudba pestra, pa vseeno. Se ti tudi za zlati abonma zdi, da je za nič in zakaj? Za odgovor se najlepše zahvaljujem in obljubim, da ne delam PR-u Cankarjevega doma. Kristina, moj problem je en in to je sledeč. Problem je, pazi, človek je narejen, bom splošno govoril, ne v glasbi. Okay. Človek je narejen. Čakaj, samo. Modrosti Jureta Godlerja. Ja. Tan. Človek je narejen, da iz nič nekaj ustvari. S tem ne bi strinjal, ampak redo. Ja. Jaz mislim, da ne. In globoko v korenini je človek destruktiven in bo vedno in vselej vse v niču. V naravi človeka je, da pokvari. Ne, resno, poslušaj me. Okay. Je to ta Dark Forest teorija? Ne. Posledično že sam pristop naš in pot zgodovine, razvoj je tako, si sledi na ta način, da imamo vedno napačne predstave o stvareh, v katere ki več niso vpete v naš zeitgeist, če me razumeš, kaj ti hočem povedati. Okay. Vzemi za primer Monty Python. Ja. Pojav Monty Pythona. Nekdo
ki se prvič sreča z Monty Python leta 90, ki se je srečal leta 90, ali pa 2000, nima veze, se je po vsej verjetnosti srečal v kontekstu filmov. Ja. Ker so filmi bolj popularni kot TV serije, ali pa se je srečal s TV serijo, ne igra vloge. Ampak človek, ki je to videl, je rekel kaj? Je rekel, wow, kaj se pa tle dogaja, če je to gledal. Okay. In v primerjavi z ostalimi zadevami, ki jih je takrat imel na razpolago pri nas, če rečunamo, da internet še ni bil široko dostopen, fina gospa, bedaki in konji, kaj še bilo, alo. Open all hours. To ne vem, če je bilo pri nas. Govorimo o stvarih pri nas. Pa je pa Mr. Bean, govorimo o angleški zadevi, pa ameriški sitcomi, ki so pa isti že 50 let, če ne več. Valjda več. In zdaj, v kontekstu tega, kar je imel, je Monty Python, je lahko rekel, te ljudje so pa nori, to so pa ali genialni, ali so pa toliko abstraktni, kot nič poprej. Ampak če bi Monty Python on prvič absolviral, ko so nastali, bi videl, to so pa še eni izmed teh. Ok, razumem. Razumeš? Razumem. In v tem kontekstu oni takrat niso bili, če si bil v Angliji, si zelo dobro vedel, kdo je Spike Milligan. Ja. Vedel si, kdo je Spike Milligan in vedel si, da je 10 let pred Monty Python imel 10krat bolj odpuljeno TV serijo, kot so Monty Python. Okay. Ker to, če pa danes gledaš, da rečeš, nekdo mi je potaknil LSD. Okay, kaj ima to veze s koncerti? Pripelj nazaj. Ne. Bom. In pri glasbi je isto. Mi smo po nekem slučaju neke komponiste zreducirali, da so bili najboljši. Ne poznamo več nobenih sodobnikov njihovih, ki so bili velikrat boljši od teh, ki jih še danes tako spremljamo. Razen eden, ki je nad vsemi, če prav razumem. To je druga debata. Ampak kaj hočem povedati? In zdaj te, ki so ostali, se prodajajo izključno kot vessels. Ne znam slovenske besede najti za to, kar hočem zdaj povedati. Ampak vessel je najbližja. Okay. Za moderne izvajalce klasične glasbe, ki jim, in to upam trditi, v 90% dol visi za muziko, ki jo izvajajo. Ker ta muzika je samo vesel zato, da oni sebe promovirajo. Okay. To je dejstvo, kaj ti zdaj govorim. Njim se gre za to, da bojo na plakatu dobro izgledali s tisto violino. In da bojo blesteli na odru in muzika, ki jo igrajo, je v sekundarnem planu. Razen pri svetlih izjemah. Hanan Kur. En izmed teh je bil Nikolaus Arnoncourt, ki je imel pa tako strast pa ljubezen do muske, da je pa hotel, jaz bom pa življenje posvetil, da bom pa to musko čim bolj približil z takim researchom, ki ga ni še noben pred menoj naredil, tem, da bo ne zvenela, kot je zvenela 300 let nazaj, ampak da bo izrazila to, kar je komponist nameraval izraziti, ker ti tega ne moreš doseči, da boš rekel, to so pa takrat tako igrali. Ne moreš, ker takrat ni bilo snemalnih naprav, da bi rekel, poglej, res prosim. Ja, okay. Lahko, pa z globokim študijem, ampak to pomeni, da se moraš v življenju skoncentrirati. Na enega. Ali pa na obdobje, recimo. Okay, ali pa na 2 obdobja, potem je pa konc. Ti imaš pa današnje orkestre, današnje to, kaj delamo? Repertoar za naslednje leto. Komu dalo? Imaš Straussona, tega Brahmsa, Mendelssohna bo koncert za violino, pa Mozart, to skamejo tako radi, G-moll simfonijo. In to je stanje klasične glasbe. Orkester Concentus Musicus Wien, to je bil od Arnoncourtja orkester, še vedno deluje. Ne vem pa, če imajo še vedno isti pristop, se pravi, če si šel ti njih poslušati, če si imel to srečo, da si jih ujel, dokler je bil še Arnoncourt, si ti slišal to v taki izvedbi, ki še na nobenem posnetku, nikjer druge. Okay. In veš, da je bil to tak research in zato jaz pravim, iskati
take orkestre, pa take izvajalce, jaz mislim, da zadnji konc, kjer jih boš našel, je Zlati abonma. Tam so najbolj flashy stvari. Tam so stvari, ki jih ljudje poznajo. Veš, kam ti pašeš? Kam? Veš, kam ti pašeš? Kam? To jaz se zdaj ne bom hecal. Ne bom se hecal to, kar bom rekel. Veš, kam ti pašeš? Ti bi mogel imeti oddajo v klasični glasbi. Veš, kje? A veš, kje bi jo mogel imeti? Edino mesto, ki bi to, kar si zdaj le povedal. Pop TV. Ne, na ta način. Samo en medij v Sloveniji obstaja, ki bi lahko dal ti prostor, pa gravita za oddajo v klasični glasbi na ta način. Ars. To, kar imaš. Ne, ni Ars. Radio Študent. Samo na RS, to je oddaja za RS. To ti govori človek. Kdaj so pa tam izvajali klasično glasbo? Tudi klasična glasba se izvaja na radiju. Na vsake točke, verjamem, da se. Ampak to ti pa res, jaz mislim, da. Ja, tam so zadrugirani. A niso? Ja, ne vem. Kako je bilo v Franciji na balanci? Kako je bilo Jure? Kako je bilo v Franciji na balanci? Jaz si to prav predstavljam. Predstavljam si, tako ima Giza da Funk. To si pa že enkrat rekel. Giza da Funk oddajo o rapu, o raperjih. Bi lahko imel Jure Godler, jaz mislim, da tedensko oddajo o klasični glasbi. Čeprav to bi jaz delal drugače. Ja, jaz verjamem, da bi ti to delal. In jaz mislim, da RS bi bil, to bi bilo to. Bolj realen je seveda Ars, to se strinjam. Ne? Ja, sem kebuš tam. Zakaj pa ne? Kako bi bilo pa naslov te oddaje? Kaj si jih bi imel? Kako bi dal oddaje? Res, da gre to razdelati. Godler razloži vse. Jaz mislim, da je to edino. Ja. Ne, to je preveč širok. Jaz govorim o oddaji o klasični glasbi. Kot Rončel za jazz, Godler za klasično. Bi kaj drugega pol tudi razlagal. Ne bi samo. Ne, zdaj bi šel. Ampak vrtel pa bi muziko, ne? Se pravi, vrtel pa bi. Bi? A ne bi? Ne vem, če bi. Ne, bi raj sam govoril. Ne, mogoče bi kaj zaigral za primere. Tako da. A je to kvaliteten odgovor na vprašanje? Izjemno kvaliteten odgovor. Da bo razumela. Kristina, kaj je moj point? Good luck, zdaj, kaj veš to. In mi je žal, da sem eno robe razumel zanč, da sem mislil, da je pri nas slabo pa to. Ne, posod je slabo. Povsod. Mislim, ne moreš reči, grem pa v London na koncert enega orkestra. Don't. Zmenen. Poleti sem poslušal. To bi bilo v oddaji. Godler, stop tip. Poleti sem bil v Salzburgu. Valjda. Ampak ta pravimo v Salzburgu, ne Brežca. To mora o tem podcastu reči. Sem poslušal v Collegium Kirche, Salzburger Festspiele so bile, in sem v Collegium Kirche poslušal Johannes Passion Bachu. In mislim, da je igral Freiburger Barok orkester, vodil je pa nek Francoz, ki je bil v bistvu basist solo. In mislim, da je bil tudi evangelist vmes. In si ga plunil na koncu. Ne, ampak. Si ga hotel pluniti. Ne, šel sem poslušati, ker sem imel občutek, da te ljudje so se pa malo bolj poglobili v Bachov tekst. Ampak nisem na koncu imel tega občutka. In na koncu so dodali pa še, ne boš verjel, Ecce Quomodo Moritorius, to so od Galusa. Ne morem verjeti. Od Galusa, halo? Galus. Jakob Galus. To pa vem, kdo je. Ker v eni izvedbi, mislim, da od zgodnejših... Petelin. Tako, v eni od zgodnejših izvedb so na koncu tudi ta motet... Kako pa res, da so tam Galusa? To je predstavljeno. Zdaj sem dojel, kaj se hotel povedati. To je ujerd, ja. Je pač... Ta motet so zraven zapeli, samo zbor, tam to ni za orkester. Cel je bil pa pač... Motet? Motet, ja. Kaj to pomeni? To je glasbena oblika, pevska. Na cerkveno besedilo največkrat. Hvala, da morajo no. Deva sam še enega, ker se približujeva že do po Barbi, no, tako da še tega kratkega dela. Do po Barbi, pozdravljena gospod Vidrih Tomič, ilej, kako igra tvojo igro. Prej, pa bomo unga naslednjič. Ne, obamo še, unikrat, Vidrih to igra tvojo igro, tako rekoč. He's playing your game. Pozdravljena gospa Vidrih Tomič in gospod Godler, voditelja intimne radijske oddaje. To je res. Vprašanje, a je opazovalnica nighttime poslušalska oddaja? Ne vem, če. Jaz upam, da ne.
Jaz upam, da ljudje to zjutraj poslušajo. Ja. Okay. Vprašanje za slednjega. Gospod Golder, zaradi tvoje definicije o neobstoju čustev, jaz še v pisarni sem zapadel prejšnji teden v to debato, ki mi je rekel, ja, čustva so. Rekel, dokažite mi. In so bili vsi sam tihi in so me gledali. Res, ti si izjemen šef. In, čak, od tvoje definicije... Dokažite mi, da so čustva. Če ne bo račun še čez. O neobstoju čustev pri poslušanju glasbe. Me zanima, kaj občutiš, ko gledaš muce na socialnih omrežjih. Pa... Ja. Da bom tako rekel. Tukaj je mišljen mačke. Mišljenje mačke. Iskreno povedano. Živali mačke na družbenih omrežjih. To sem že povedal v enem drugem podcastu, ki sem ga vmes posnel, ni bil pa še vetro, mislim, da. Kje si spet bil? Kam si šel? Gospoda. A ja, ok, sem mislil, da si bil že spet prvi. Ne, okay. To sem povedal. A veš, mucke, mladički. Okay. Bolj ima še naprej vprašanje za oba. Kaj vaju spravi v boljšo voljo, ko se zaradi raznih razlogov počutite slabo? Ja, to je pa dobro, komaj čakam Anžetovo blamažo na kolesu sreče. Ja, pazi. Lepo zdrav, Čonč. Kaj te spravi dobro? Kaj muske? Mucke. Strah me je tega, zato sem te prekinil. Ne. Okay. Obljubim, da ne bo nobenih konotacij. Ok, v redu. Anže. Ja. Jure. Če ti vidiš video... Kaj sem danes že? Ja. Okay. Če ti vidiš video muck, kaj rečeš? Cute. A rečeš lepo, pa tako pade dol, a pa tiskam javka, ki je še mladiček, ki piska, ne? To je vse lepo in prav in tega veliko pogledam. Pomiri me. Te pomiri. Okay. Kaj občutim? Nič ne občutim. Pač rečeš ti in se uživim, kako bi jaz bil, če bi bil. Taka mala mačka, mehna mačka. Ja. Prosim, nekdo naredi AI, pa dal diskotek. Od kakšne punce, ki kuha mačo. Late mačo. Ki te stisne polk. Ja. Ki pride iz sofa, pa je vesela za nagrado. Pardon. To gre pip. Gre pip, ok. Ja. Se tudi ti strinjaš? Ja, se strinjam. Okay. Sam to, da veste, kako to se strinja. Malo sem bil vulgaren. Sorry, malo sem bil vulgaren. Kristus. Že dajem marker noter, tukaj slavo. A si se ti pa kdaj vprašal? Ne vem. Katera je pa tvoja najljubša žival? Ker te mucke nas velikrat zaslepijo in niti ne vemo. Čak, kaj pa psi, kaj pa krokodili in te zadeve? Stari, nikoli a si kdaj iskreno odgovoril? Kjer je najljubša žival? Kjer žival bi ti imel? Jaz to vprašanje dobim vsaj enkrat na teden. Dobiš ga, pa ga odgovoriš. Ne znam odgovoriti. To bo dobro. Ker jaz vem, katera je pa moja dušna žival. Zdaj bo rekel tiger, bo rekel. Neka tako neumnost prvo, neka ta moška zadeva. A imel bi jo? Tako bi jo imel, če bi imel. A je ful eksotična? Opica. Stari opica. Razumem, ne vem zakaj, ampak razumem tole. Razumem. Kaj pa meni opice dogajajo? In zdaj gledam na Instagramu, ko grem... Prej so bile joške, zdaj so pa opice. Ja. Ena opica je, ki se ne vem, pod Tibetom ali nekje, v pas se je ujela in je ob roko. In so jo... Account ima. Ja, in jo snemajo in tam gleda tako, počasi nasmeji, zobe pokaže in ji dajo jabolko, enkrat čebulo in jo kažejo in snema. Si mislim, opica pa jaz. Meni gre karijera, da mi opico daš. Stari res. Opica, to je pa my spirit animal. Jaz sem čisto brez energije, se ne morem več. Dej še tega Živijo, meni je izmed obzor, ste govorili o rice cookerih. Tega se spomnim pa katero znamko sta omenjena. Ta podatek bi mi zdaj, ko kupujem nov kuhalnik riža, prišel zelo prav. Se priporočam za bajne priporočila. Hvala. Koga? Kaj piše to? Kagome. A ne, to je japonsko. Kagoma. Kaj pa že, ja jaz imam kaj, ti si nekaj... Yameja. Ja, Yameja. Tega imam jaz. To smo govorili, tega kupite, to je fake. Ninja piše gor. Ti imaš ninja, jaz nimam ninja, jaz imam Yameja, ampak to je fake zorinuši, rice cooker. Samo malo. Ja. Ne, airfryer. Moj je Yameja. Ja. Ampak na prospektu piše in Yameja in ninja. Ja, lahko da so naredili kakšen kolab. Ja, v redu. Možno. Ja, posodica je od ninja. Tako. Posodica je od ninja, ki je keramična. A veš, kaj sem še videl od ninja in to si bom pa kupil. Danes. Okay. Ice cream maker. Jaz sem ga tudi videl, star.
To je pa Tista noro. res dobro zgleda. Sadje not namečeš. Jaz imam isti, sem imel, pa zgleda tako robusten zgleda, Ja. da se ga da spucati. Marsikaj drugega, šejke pa to. Ja, meni je tisto vrhunsko. A je to za med? Jaz mislim, da ne, ampak kup ga. Zakaj misliš, da ne? Ker ga naš dosto uporabljati, star. Ja, to je res. Sam to je. Ampak noro dobro zgleda. Veš, ko pa ta ideja o frišen sadje. Ja. Jagode vržiš not vse tisto in ti zmeša. Zelo, med. In zdaj smo prišla do darila za Jureta Godlerja, zdaj bom pa jaz. A je ton? Zdaj bom pa jaz beden in bom to dal, bom pofejdal. Se pravi, mi da zdaj gremo v Dopo Barbo, marketinški trik, Vidiš, sem se naučil od tebe. Ne? To je en redkih momentov, Ja. ki pa rečem, Anže, roka. No, pa ti povabi ljudi, da lahko plačajo. Ljudje plačite. Aparatus, spika si poševnica pod free. Tako le bom rekel, naročnina je 5 evrov na mesec, Ja. ampak zaenkrat. Ja, to je tako. Inflacija se pozna. Zdaj bom pa jaz to predvajal, ampak bom tako fade naredil, da najbrž sem ta prvo sekundo slišal. Tako da čakam, sem pa dal. Okay. Si pripravljen? Ker res se pripravlja, res se ne hecam. Ne, aj slabo. Ne, dober je. Ti boš eksplodiral, po moje. Poslušaj, okay? Kratko, sladko. Dobro. 3, 4, zdaj. Jure,